Spoštovani vsi navzoči, Božja beseda nam daje odgovor na vsako stisko, na vsako preizkušnjo, na vsako presenečenje. Danes sem si izbral berilo iz pisma Makabejcev. Juda Makabej, Makaba pomeni kladivar. On je bil močan, ki se je uprl okupatorju Grkom in dosegal visoke rezultate. Pa tudi njegovih vojakov je veliko padlo. To pravi svetopismo, ker je prav in dobro mislil. Mislil na življenje po smrti, je zbral veliko denarja in ga poslal v Jeruzalem, da so se tam opravljale daritve za borce, za vojake. Ta Božja beseda tudi nas usmerja. Gremo tudi mi skozi razne boje, ampak vedno v upanju na končni cilj. Vse to, kar se nam dogaja tu v življenju, je prehodno, je začasno, je minljivo. Naše upanje, naša vera v posmrtno življenje pa je trajna. Zato je prav, da svoje življenje naslonimo na Jezusa Kristusa, ki je premagal smrt. V Evangeliju smo slišali v 2 delih prvo poročilo, kako je Jezus umiral, kako je obdobje bolečine, obdobje osamljenosti, obdobje, ko ga človek ne razume, a pride za tem. Ko je Jezus izdihnil, je celo stotnik, kapetan, pogan, izpovedal vero, resnično ta človek je bil Božji sin. Ko so ga položili v grob, so čakali, da bo minil praznik in da bi ga šle žene potem maziliti. Ko so prišle tja, kakšno presenečenje, kdo nam bo odvalil kamen, a kamen je bil odvaljen od groba. To je čudovita simbolika, kadar smo mi v stanju groba, stanje nemoči, stanje smrti, takrat Božja moč nebo posreduje. In ko je Jezus Kristus vstal, ko so žene prišle k grobu, bil prazen grob in angel sporoči, čemu iščete živega med mrtvimi, ni ga tukaj. V tej veri danes praznujemo in slavimo tudi, se spominjamo pred tem bogoslužju, tudi Mirota in Zvoneta. Molimo, da bi tudi ona dva dosegla veselje v Bogu, polno življenja, ki ga daje Gospod, ki pa gre preko križa, preko trpljenja, preko smrti. Po latinsko se to reče per crucem ad lucem, preko križa k luči, preko smrti v vstajenje. To je prav, da ste se zbrali pri tem bogoslužju, tudi mi v veri, kakor Juda Makabej, da se življenjem na zemlji, na smrtjo na zemlji, življenje ne konča. Ampak v veri Jezusa Kristusa, ki je umrl in vstal, nam oznanja, da je to tudi naša pot. V to smo usmerjeni, v to smo poklicani, že s svetim krstom smo vcepljeni na to pot in tudi današnji dan ne bo en korak bližje temu končnemu cilju našega vstajenja, da bomo večno v Kristusovi slavi uživali Božjo ljubezen. Sedaj pa prosimo. Naj nebeški Oče usliši naše prošnje.
Prosimo te za svetega očeta Frančiška, da bi s tvojo pomočjo še naprej modro vodil sveto cerkev. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi bili dobri oznanjevalci tvojega nauka. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za naše državne voditelje, daj, da bi delovali povezovalno in v dobrobit vseh državljanov. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za našo domovino, daj, da bi v njej vladal mir, pravičnost in blaginja. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za vse pokojne, ki so svoje življenje darovali za domovino. Še posebno pa te danes prosimo za Zvoneta in Mirota, daj, da bi pri tebi uživala večno ljubezen. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te za vse, ki so v času osamosvajanja Slovenije izgubili svoje najdražje. Daj jim tolažbe in notranjega miru. Prosimo te, usliši nas. In še po osebnem namenu prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, sprejmi te prošnje po Kristusu, našem Gospodu.